30. maja 1988 sta Janez Janša in Igor Omerza odpeljala iz Münchna. Tam sta bila poslovno. V rahlo deževno Ljubljano sta prispela okrog 11. zvečer in kar padla sta v posteljo. Medtem ko sta Janez in Igor trdno spala, je bila v globoki noči 31. maja 1988 opravljena že 5. tajna udbaška preiskava v družbenem podjetju Mikroada. Namenjena je bila potrditvi, ali je kopija vojaškega dokumenta še v predalu delovne mize Janeza Janše. Petorica udbašov je svojim šefom lahko zadovoljno sporočila, da je kronski dokument za pregon Janeza Janše še na svojem mestu. Oder za pomembne prihajajoče dni, ki bodo pretresli Slovenijo, je bil tako postavljen in pripravljen. Torek, 31. maja 1988, malo po 6. uri zjutraj, je nekdo močno in živčno zvonil na vratih Omerzovega oziroma družbenega stanovanja na Miklošičevi ulici 28 v Ljubljani. Nekaj minut poprej je predirljivi zvok hišnega zvonca na Gornjem trgu 44 iztrgal iz spanja Janeza Janšo. Uro in pol pozneje je vojaška tajna služba sprožila preiskavo proti zastavniku Ivanu Borštnerju zaradi suma odtujitve vojaškega dokumenta. Ko se je Omerza še v polsnu opotekal po dolgi predsobi, si ni znal razložiti, kdo bi tako zgodaj stal pred vrati. Še bolj je bil presenečen, ko je odklenil duri in je zagledal sodelavca iz mladinske organizacije, Draga Isajlovića, s katerim že nekaj let ni imel nobenih stikov. Drago mu je nekam sramežljivo sporočil, da bo opravljena preiskava prostorov v podjetju Mikroada in da mora biti kot direktor podjetja prisoten. V trenutku so mu možgani začeli delovati s polno paro. Hitro se je oblekel in brez odvečnih besed sta z Dragom odšla pred hišo, kjer je že čakal avto s 3 udbaši, in v jutranji svetlobi so se odpeljali na kraj zločina. Ko so prispeli, je pred vhodom v Mikroado že stala gruča ljudi, ki je obkrožala Janeza Janšo. Sami preiskovalci so bili mešane sestave. Nekaj jih je bilo iz javne in nekaj iz tajne policije. Javni policaj Zvonko Hrastar je pristopil k Omerzi in mu dejal, da bodo opravili preiskavo prostorov, ter vprašal: Ali vam je znano, da je v prostorih Mikroade tajen vojaški dokument? Odgovoril je, da ne ve. Enako je odgovoril tudi za njim povprašani Janez Janša in preiskava se je začela. Videlo se je, da so preiskovalci dobro poznali notranjost podjetja. Kmalu so v Janezovi mizi našli, kar so iskali. Pobrali so še kopico drugih papirjev in ko se je ura že bližala poldnevu, je nesporni vodja parade udbaš Miran Frumen suho dejal: Janša in Omerza, gremo na razgovore. Medtem ko sta obkrožena z udbaši odšla čez dvorišče do 2 avtomobilov, je iz sosednje zgradbe nekdo vneto fotografiral. To je bil fotograf Tone Stojko, ki se je takrat po naključju znašel v Mikroadi. Preiskovalci so Stojka legitimirali in ga potem izpustili. Zaslutil je, da lahko v svojo bogato fotografsko kolekcijo doda še kakšno slikico, zato se je skril v 4. nadstropje bližnje hiše in počakal, da so preiskovalci, Janez in Igor, stopili iz Mikroade na dvorišče. Tako so nastale zgodovinske fotografije. Kakorkoli že, Janeza in Igorja so takoj ločili in vsakega z drugim avtom okoli poldneva odpeljali na sedež ljubljanske policije. Pogovor z Igorjem Omerzo je bil dejansko zaslišanje. Udbovski zasliševalci so se menjavali in mu niso dali dihati. Najprej jih je zanimalo, kaj ve o najdenih 2 straneh vojaškega dokumenta. Odločno je dejal, da teh strani nikoli ni videl. To je bila seveda debela laž, saj je bil sredi marca 1988 prisoten, ko ga je urednik Mladine Franci Zavrl na Mikroadi izročil Janši. Vanj so silili tudi z drugimi vprašanji, a imel je občutek, da jih kaj dosti ne zanimajo njegovi odgovori, kot da so čakali na neko povelje, kaj naj naredijo z njim. Ker je že nastopilo popoldne, je seveda razmišljal predvsem to, kdaj ga bodo spustili iz svojih krempljev. Čez 5 minut so se odprla vrata in Drago Isajlović mu je dejal, da lahko gre.
Stopil je v toplo majsko popoldne ter na smrt utrujen in razrvan odšel na bližnji sedež mikroade. Tam je nato v krogu prijateljev premleval, kaj jim je storiti, da bi Janeza spravili na svobodo. Janšo so uradno priprli 31. maja ob 4:30 popoldne. 20 minut do 19 so ga pripeljali v prostore za pridržanje. Naslednji dan so ga predali v roke vojaškim zasliševalcem. Janša je bil torej zaprt, zunaj pa je vrelo. Nastala je mega afera JBTZ. To je okrajšava iz imen neposredno udeleženih: Janša, Borštner, Tasić, Zavr. Zaradi teh aretacij je nastalo največje povojno civilno gibanje, ki je delovalo pod imenom Odbor za varstvo človekovih pravic, ponarodilo Bavčarjev odbor. V njem je bilo 200 000 glav. Kaj je pred tem, ob tem in potem o Janezu Janši pisala Udba, si lahko preberete v knjigi Janez Janša, Kaplar. Pod tem kodnim imenom so namreč udbaši in udbašice zalezovali Janeza Janšo.